Vedi, no, kaj se obiraš? Cete, da greva na voden. Ma počaki, ma kam se ti pa to pomodi? Ja ne vidiš, da se moram še urediti. Zrihteš. Saj si se štimala skoraj eno celo let. Poglej mojo frizuro. To ni nobeni stvari podobno. Bura, zunaj mi je čisto skuštala lase. Vzemi glavnik in se počeši. V tem pa je problem. Brez glavnika sem. Sanja, se vidi, da si Goričanka. Ma, Burja, vadiš mlade, še zmeren s sabo glavnik. Ja in? Kaj ne zdaj? Tako vendar ne moram na oder, ker tam so ljudje, o. Ma dej, vzemi mojega, ti bo še poleg tako šrobo. Ma hvala, se ima še dobro, da stojim. Dej, greva zdaj. Dej. Pozdravljeno, drago občinstvo. Najprej skromno opravičilo za najino zamudo. Moja simpatična sovoditeljica Sanja se v 4 letih obiskovanja Ajdovščine in tukaj še srednje šole Verno Pilon še vedno ni naučila s seboj nositi glavnika. Ta pride prav predvsem takrat, ko ima Burja mlada. No, Matic, pa jim ti raje povej, kaj pomeni to, da ima Burja mlade tu na Vipavskem? Fizikalno gledano, to pomeni, da na vetromerih kaže 120, 150 ali si predstavljate celo rekordnih 200 km na uro. V praksi pa je bolje, da smo doma na toplem, ker zunaj hudičevo piha. Pa korci padajo streh, veje se lomijo, tovornjaki prevračajo, mislim to. In še šole se zaprejo. Tudi to je res. Ampak, da ne bova dolgovezila, raje pozdraviva današnje udeležence vzgojiteljada 2014 in pustiva Buri, da jim kar sama pokaže zobe. Če ne danes, pa kdaj drugič. Torej, lepo pozdravljeni v Ajdovščini, mestu Burje, na 12. vzgojiteljadi, srečanju srednjih vzgojiteljskih šol iz vse Slovenije. Med nami lepo pozdravljam dijake ter njihove mentorje in spremljevalce vzgojiteljskih šol iz naslednjih slovenskih mest. Metlike, Ljutomerja, Ljubljane, Celja, Slovenj Gradca in Mute, Maribora, Jesenic, Izole, Kamnika, Ormoža, ter domačine, srednjo vzgojiteljsko šolo iz Ajdovščine. In dobrodošlico med nami pa izrekamo učencem in mentorjem Zavoda Cirius iz Vipave. Vsem udeležencem želiva, da bi se v naši družbi počutili sproščeno, ter bi na krilih vetra poleteli novim spoznanjem, prijateljstvom in spominom naproti.
Sedaj pa vabim gospoda Andreja Rutarja, vršilca dolžnosti ravnatelja, da nas pozdravi in nam nameni nekaj besed. Morda pa kot fizik celo poštreže fizikalno razlago burje. Pozdravljene dijakinje, pozdravljeni dijaki, mentori, ravnatelji, spoštovana predstavnica Centra poklicnega izobraževanja Anica Justinek, dobrodošli na vzgojiteljadi v Ajdovščini. Spraševali ste me po buri in res je, da je Ajdovščina znana po buri. Včasih celo razmišljamo, da bi jo izkoristili v propagandne in turistične namene. Mogoče nam bo to tudi uspelo. Z fizikalnega stališča pa je odvisna predvsem od dveh razlik, temperaturne in razlike v tlaku. Poenostavljeno povedano bi rekel, na gori pa na področju nanoza je zrak hladnejši in zato tudi gostejši. Ta zrak se začne zato premikati proti naši dolini in jo tukaj v dolini prepoznamo kot sunkovit veter. Burja nam, kot ste slišali, včasih povzroča velike težave, vendar smo vseeno zadovoljni tudi z njo in jo imamo radi. Mogoče tudi zato, ker včasih zaradi nje pouk odpade. Imamo jo radi pa tudi zato, ker nas utrjuje in piha oblake in zbistri misli, ki jih moramo včasih zbrati, da naredimo dobre stvari. Mogoče par besed o buri sem spregovoril. Želim, da se v teh urah, ki so pred vami, prevetrijo tudi vaše glave, za kar bojo poskrbeli mentori. Upam, da boste spoznali kaj novega in se zabavali. Tako da želim vam nova poznanstva med sosednjimi šolami in uživajte v dnevu, ki je pred vami. Mama raised me right, Mama said, do what you want,
Priprave na današnjo vzgojiteljado so se pričele že veliko pred današnjim dnevom. To vedo oziroma veste vsi tisti dijaki, ki ste sodelovali s svojimi izdelki na likovnem ter literarno-likovnem natečaju. Snovalci literarno-likovnega natečaja so dijake vzgojiteljskih šol po Sloveniji postavili pred sledeči izziv. Ustvariti originalno slikanico v prozi ali verzi, da nam sedaj že znano temo Burja ima mlade. Strokovna žirija v sestavi likovne pedagoginje Damjane Plešnar, psihologinje Jasna Budanović-Jerončič ter aktiva slavistk srednje šole Veno Pilon se je odločila, da nagradi 4 najboljše slikanice. Vabiva predstavnico komisije, profesorico Alenko Vidmar, da poda utemeljitev strokovne komisije. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Na literarno-likovni natečaj sta poleg naše šole, srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, izvirne slikanice prispevali tudi Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana ter dijaki programa predšolska vzgoja iz gimnazije Celje Center. Komisija se je na podlagi razpisnih pogojev odločila, da podeli naslednje nagrade. 3. mesto si delita slikanici dijakinj srednje šole Veno Pilon Ajdovščina in sicer Pikapolonica išče pike avtoric Urške Leskovec in Ane Trček ter Burja reši zmedo avtorice Mihele Marc. Dovolite mi še kratko utemeljitev. Slikanica Pikapolonica išče pike vsebuje zanimiv motivacijski moment. Pikapolonico, ki je ostala brez pik in tako ni več prava Pikapolonica. Otrok ob branju zgodbe išče pike, ki so raztresene po slikanici, obenem pa se uči šteti. Likovno tekst dopolnjuje risba s suhimi barvicami in igra pik, ki jih otrok pritrjuje na Pikapolonico. Slikanica Burja reši zmedo je literarno zanimiva, pisana v verzih. Primerna je za nekoliko starejše predšolske otroke, vsebuje elemente humorja. Ob branju nenavadnih besednih zvez spodbuja otroka k razlikovanju med realnostjo in domišljijo. Likovno je oblikovana v mešani tehniki, kombinaciji flomastra in suhih barvic. Dijakinja v risbi uporablja znanje iz perspektive. Nagrajenke prejmejo monografijo Jelke Reichmann Čudežni vrt. Prosimo jih, da prevzamejo nagrade. Drugo nagrajena je slikanica Ko ima Burja mlade, avtoric Rebeke Bajc, Anje Mikuš in Anje Puc, prav tako dijakinj naše šole. Slikanica že s svojim zunanjim izgledom vabi otroke, da jo vzamejo v roke. Platnice iz lesa so prijetne na otip, sicer morda nekoliko pretežke za otroške roke, vendar pa relief na naslovnici prepričljivo vabi otrokove prstke k raziskovanju. Besedilo je lirsko, primerno za mlajše otroke, poenostavljene risbice so usklajene z izborom naravnega materiala. Druga nagrada je monografija Marlenke Stupica Drevo pravljic. Avtorice vabimo ponjo.
podeljujemo slikanici Miške v vetru, avtoric Nine Švab in Kaje Kremžar iz Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. Naslovna tema natečaja je v besedilu o miški Eli, ki se predaja drznim sanjam o letenju, dobila nove pomenske odtenke. Burja z vso silovitostjo ponese v nebo ne le Eli, ampak tudi druge miške. Slikanico odlikuje lepa, tenkočutna risba s suhimi barvicami. Lik miške je simpatičen, narisan v različnih prepričljivih pozah. Izbor papirja je dobro usklajen s samo risbo. Temu besedilu je dodana tudi uglasbena pesem, ki pripomore k lažjemu pomnjenju vsebine. Prisluhnimo ji v izvedbi našega pevskega zbora, medtem pa avtorici oziroma predstavnika Srednje vzgojiteljske šole iz Ljubljane vabim, da prevzame nagrado zanjo. Nagrajenki pa prejmeta knjigo Zlata mačja preja avtorice Svetlane Makarovič. Komisija se je odločila, da posebno nagrado za sodelovanje podeli Srednji vzgojiteljski šoli Celje. Prosim predstavnika šole, da prevzame knjigo Anje Štefan 100 ugank. Vsem nagrajencem še enkrat čestitamo, vse pa vabimo, da si v avli naše šole ogledate razstavo vseh teh slikanic. Drugi natečaj, ki smo ga za mlade ustvarjalce pripravili, pa je od bodočih vzgojiteljev pričakoval, da v poljubni tehniki ustvarjajo na isto že znano temo. Prejeli smo kar 34 likovnih del. Strokovna žirija v sestavi profesorjev likovne umetnosti Damjana Plešnar in Elizabeta Bratina ter akademske kiparke Peja Curk-Sorta se je odločila, da kot najboljša 3 dela nagradi naslednje izdelke. Vrtinci harmonije, avtorice Barbara Lenarčič, dijakinja vzgojiteljskega programa iz gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Ko je Burja tvoj obleka avtorice Urške Kovšca iz Srednje šole Veno Pilon Ajdošina in likovno delo V mladost 2 avtoric, in sicer Ane Monike Jurše in Isabele Gredleša iz Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. Predsednico komisije, profesorico Damjano Plešnar, vabim na oder, da v prispelih likovnih izdelkih poda mnenje strokovne žirije. Lepo pozdravljeni. Letošnjega likovnega natečaja so se udeležile 3 srednje šole, in sicer Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana,
Gimnazija Franca Miklošiča iz Ljutomera, in srednja šola Veno Pilon iz Ajdovščine. Likovni ustvarjalci ste se izkazali v različnih likovnih tehnikah. Od suhe barvice, tempere, flomastrov, akrila. Izkazalo se je, da zelo radi ustvarjate v mešani tehniki. Večina izdelkov je izrazito izpovednih ali ilustrativnih. Rada bi pohvalila vse sodelujoče in verjemite mi, da je bilo skozi sito žirije težko določiti 3 najboljše likovne izdelke. Tretja nagrada, kot smo slišali, gre Ani Moniki Jurše in Isabeli Kodejša iz Srednjevzgojiteljske šole Gimnazija Ljubljana, torej 2 avtorici imamo za isto likovno delo. Kompozicija z naslovom Mladost odlikuje dinamičnost, lepo se dopolnjujejo znanje perspektive s proporci silhuet, ki prečkajo cesto. Prostor dosežeta avtorici s perspektivičnim prehodom za pešce in poudarjenim črnim okvirjem. Kompozicija je čista, s sivo in črno barvo, skorajda hladna, vendar napetost stopnjujejo modra, oranžna, zelena in rdeča barva, ki vsaki od silhuet dodaja svojo zgodbo, svojo burjo in svojo svežino. Druga nagrada pripada Urški Kovšca iz Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina. Ko je burja tvoja obleka. Gre za prostoročno risbo s svinčnikom na rjav papir, izredna dinamična kompozicija, kjer se človeško telo silam narave niti ne upira, pač pa z njimi živi v sožitju in harmoniji. Avtorica doseže zanimiv prostor s pomočjo senčanja človeških figur in trakov draperije. In še prva nagrada. Podeljujemo jo Barbari Lenarčič, naslov likovnega dela je Vrtinci harmonije. Uporabila je za svoje delo likovno tehniko. Gre za nežno silhueto dekleta oziroma ženske, zračne ženske, kot jo avtorica imenuje se Burja. Naslikana je na modri podlagi in piha v kolaž, ki predstavlja smetje. Uporablja časopisni papir, folijo in še druge predmete, ki jih lepi v kolaž. Vse se oblikuje v vrtinec, ki se konča s toplo barvo, z rumeno barvo in simbolizira pozitivnost. V obrazložitvi avtorica doda: v življenju bi bilo dobro, če bi vsakega človeka prevetrila burja in v življenje prinesla harmonijo. Prosim, če nagrajeni dijaki oziroma njihovi predstavniki pridejo na oder po nagradi. Likovni izdelki so na ogled v avli šole in kasneje vas vabim, da si jih ogledate na naši šoli. Čestitam vsem ustvarjalcem še enkrat. Tako kot je že profesorica povedala, si lahko vsak inspira likovna dela ogledate v avli srednje šole Veno
bilo. Matis, Burja. Pazi vejo, ej. Ves svet je kakor modrino potopljen, ves svet je moder in zelen. Pa prišel je veter z juga, topli veter od morja. A ves svet se je zamajal sem in tja, sem in tja. Majejo se temne smreke, sem in tja, sem in tja. Majejo se sivi pori, sem in tja, sem in tja. Majejo se še oblaki, vrh neba, sem in tja. Kdo je, ki z drevesi in na oblaki se igra? Potečaj škripne, štrka, sobi sem in tja se ziblje, se prebrska, strese zgiblje, žarke splaši, muhe zmede, pajče vino mehkost. Stene urno pododeje, smukne, kakor ptiček zveje, nazadnje po vsej hiši, kolovrati in slepo miši, temni noči, pozni uri, burja žvižga, stresa zduri. Dajte, odprite mi duri, da pri vas bi mogla spati. Trudna sem v staro monaka, putala v gozdove se prostrane. In na nebu brez oblaka, vse sem znala in strane. Boge puhti, klater stari, če potem te res upeha in si trudna, kaj nam mar, zate ni ta naša streha. Saj bom tiha, zdaj bom mirna. Ihta me je že minila, ne trepiram jaz se rada, če se mi ne dela sila. Sila gori, sila doli, pojdi stran od naše hiše. Nocoj smo burjo poslušali in prav nič nismo spali. Tiho smo vsem čudnem in strašnem se pomenkovali. Pravkar vedeno točko se vzgojiteljada 2014. Vzgojiteljada, ki jo letos gosti mesto, v katerem domuje Burja in njen podmladek, lahko tudi uradno prične. Zato vse prisotne vabiva nazaj na srednjo šolo Veno Pilon. Naše hostese vas bodo pospremile v delavnice, v kateri boste ustvarjali do 13. Ravnatelji, mentori in spremljevalci pa ste lepo vabljeni v mladinsko sobo dijaškega doma, saj imamo za vas pripravljen spremljevalni program. Vsi skupaj pa se srečamo ponovno ob 14. prav tule v dvorani Prve slovenske vlade. Prosimo vas, da sledite usmerjevalnim tablam in našim hostesam, ki jih prepoznate po modnih majicah. Želiva vam ustvarjalen dan, napolnite ga z novimi prijateljstvimi, dragocenimi izkušnjami ter izvirnimi idejami. Naj se vzgojiteljada 2014 prične!
ponovno pozdravljeni v Ajdovščini. Tokrat na zaključni prireditvi Vzgojiteljada 2014. Jo, kot izgleda, moram odvoditi sama. Resno? Mislim, tipično moško. Začnejo, pa nikoli ne končajo. Ja, prosim. Sama mi reče, da ga je burja vzela, pa Ajdoc je, tako by the way. Matic? Matic? Sanja, tukaj med publiko, tukaj, 4. vrsta, ne vidiš? Ne vidiš? In kaj delaš tam? Ma, tle je pa toliko zatažena, tle sem spoznal Gabriela, res fajn fun, res fajn fun. Lej, Matic, sva se zmena, da to stvar skupaj odpeljeva, alo? Ja, se zehnem. Ej, Sanja. Daj, hapi, prav zate, ja. 4. vrsta, drugi sedeš, vidiš? Špica. Tipo, pot. Torej, šalo na stran. Spoštovano občinstvo, verjamem, da ste v naši družbi preživeli lep dopoldan, da ste skovali že marsikatero novo prijateljstvo. Domove so voditelj Matic. Da si boste domovanje materjo Burja, torej Ajdovščino, vtisnili v trajen spomin. No, Matic, in kje si se ti danes vse vodil? Pa ti moram povedati, da sem špil, kakšna burja z delavnice v delavnice. Ja, res. Spet, marsikaj zanimivo.
Samo da boš vedel, tudi sama si se vodila okoli, ne? Kaj je tebe pravzilo? Kahoni? Kahoni? Ja, Matic, kahoni. Zanimivo, drugačno, kakšna orkanska burja. Sem ti rekla? Ampak, Matic, kaj praviš na to, da greva mi to s programom naprej? Se strinjam. Čas je, da podeliva priznanja vsem sodelujočim na današnji prireditvi. Ter si jima zahvaliva za trud, ustvarjalnost, mladostnost in prisrčnost, s katero ste obogatili današnji dan, ter ga naredili nepozabnega v srcih vseh sodelujočih. Sedaj pa vabim ravnatelje oziroma predstavnike sodelujočih šol današnje prireditve, da prevzamejo priznanja ter jih pozneje podelijo svojim varovancem. Priznanja bo podelil vršilec dolžnosti ravnatelja srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, gospod Andrej Rutar. Vabim torej predstavnika Šolskega centra Slovenj Gradec. Šolskega centra Novo mesto, srednja šola Metlika.
3. gimnazija Maribor. Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. Gimnazija Ormož. Gimnazija Celje. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. Gimnazija in srednja šola Rudolfa Majstra Kamnik. Srednja šola Izola. Srednja šola Jesenice. Sirius Alibaba. Ostal nam je le še en najobsežnejši kup priznanj. Ta gre nam, dijakom srednje šole, vedno kino najboljšina. Priznanja bom spravil in jih razdelil v šoli. Kar 150 naših dijakov je sodelovalo pri pripravi današnjega dne. To je skoraj polovica vseh dijakov programa predšolska vzgoja na naši šoli. Zato izrekam vso pohvalo in zahvalo za vestno in marljivo sodelovanje in pomoč pri pripravi in izvedbi današnjega dne. Vzgojiteljada je pomemben dogodek, na katerem se dijaki srečujete vsako leto. Zato naj tako ostane tudi vnaprej. Verjamem, da ste predstavniki šol preživeli lep dan. Vsem dijakinjam in dijakom želim za zaključek povedati, da se šolate na odličnem programu. Ne le, da je zanimiv, je izredno pomemben. Mnogi boste postali vzgojitelji. Opravljali boste enega najpomembnejših del. Učili in vzgajali boste ljudi v obdobju, ko so najbolj dojemljivi in najbolj učljivi. Vaše delo bo torej veliko poslanstvo. Nekateri mogoče ne boste vzgojitelji. Tudi vi ste lahko srečni, da ste izbrali šolo, ki vas najbolje uči za življenje. Poleg matematike in jezikov vas uči plesa, igre in nastopanja. Verjeli ali ne, če bi ta program obstajal v Ajdovščini v času, ko sem se jaz upisoval v srednjo šolo, bi se gotovo upisal van. Na to me je spomnila pred kratkim časom pomočnica ravnateljice vrtca v Ajdovščini, ki se je spomnila, da se je pogovarjala o tem tudi z mojimi starši. Jaz se tudi spomnim, da je bilo to tako res. Že sedaj vam želim uspešno delo. Do takrat pa izkoristite vse, kar vam ponujajo in kar vas učijo vaši profesori. Profesorjem in ravnateljem tudi želim čim več dobrih idej in kvalitetno posredovanega znanja ter izkušenj. Ohranite dobre odnose z vrtci,
saj se pomembne izkušnje gradijo že tekom prakse v času šolanja. Srečno pot domov po koncu te prireditve. Glasba. Sanja, dej, prireditev vodimo, ne plešemo, dej. Sanja, na prireditvi plešemo. Jo vodimo. Ma kaj si to tečan, joj, vsi ajdoci isti. Če prej tam odzadnji? Ti pa meni prej tam. Lej, sam ne gre mi iz glave angliška glasbena delavnica, tam Matic sem se tudi sam želela sodelovati, veš.
rain. Tell a parent things they need. It's gonna rain. Finally! Look, Mommy! It's raining! Can I go out? Of course! Have a good time! Bye! I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I will smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain. Sem ti rekla, da je bilo zanimivo? Si me prepričala. V nadaljevanju prehajamo ponovno na naš materni jezik ter predajamo besedo vodji vzgojiteljskih šol Slovenije, gospe Branki Klarič, da nas pozdravi in nameni par besed. Gospa Branka, izvolite, mikrofon je vaš. Pozdravljeni vsi prisotni, tudi v mojem imenu in v imenu vseh ravnateljev, vseh ostalih vzgojiteljskih šol Slovenije. Želim se zahvaliti letošnjemu organizatorju vzgojiteljade, to je srednji šoli Veno Pilon iz Ajdovščine, za zelo dobro pripravljeno vzgojiteljado. Zahvala sledi v imenu skupnosti vzgojiteljskih šol. Lahko vidimo, da ste osvojili nova znanja, veščine, spretnosti. Predvidevam in upam, da ste spletli številna prijateljstva oziroma da ste se vsi skupaj dobro imeli. To se pravi, da je vzgojiteljada, tudi 12. vzgojiteljada, dosegla svoj namen. Zato je skupnost ravnateljev vseh šol predšolske vzgoje odločila, da tudi drugo leto nadaljujemo in se zato srečamo v Ljutomeru in sicer 22. oktobra 2015. Torej, nasvidenje drugo leto v Ljutomeru. Z burjo pa prihaja. Z burjo pa prihaja in odhaja še zadnja, plesno-glasbena točka današnje prireditve. Upam, da ste v naši družbi uživali in vas burja ni odvrnila od tega, da bi nas, Ajdovščino ter srednjo šolo Veno Pilon v prihodnje še kdaj obiskali.
Za konec pa vam kličeva, ostanite mladostni, izvirni, pogumni. Uživajte, ko vam veter kuštra lase. Prepustite se buri in črpajte moč iz sile, s katero veje naokoli. In ne čakajte na spremembe, temveč bodite sprememba vi. S temi besedami zaključujemo letošnjo vzgojiteljado ter se iz Ajdovščine selimo v Ljutomer, kjer bo srečanje vzgojiteljskih šol Slovenije potekalo drugo leto. Pozdravljeni!